Lep pozdrav vsem današnjim poslušalkam in poslušalcem na februarski ediciji feminističnega seminarja, ki ga pripravljava skupaj Charlotte Repec in pa Katja Čičigoj. Jaz seveda bom samo na hitro predstavila za vse tiste, ki ste se mogoče prvič pridružili temu predavanju oziroma temu sklopu dogodkov. Gre v bistvu za seminar, ki poteka celo leto, se pravi od lanskega oktobra, in je nekako prepleten, se med sabo prepletajo predavanja in pa bralni del. En bralni del smo dali že čez, kjer smo prebirali delo Silvije Federici Caliban in čarovnica, s čimer smo v bistvu zaključili prejšnji mesec z pogovorom s prevajalko Tejo Hvalo. Sedaj pa v bistvu sledi recimo malo obdobje predavanj, kjer se v tem v bistvu vsak drugi torek v mesecu ob 6. potekajo predavanja različnih sodobnih feminističnih avtoric, mislek, teoretičark, aktivistk in podobno. In danes bo na sporedu drugo predavanje, in sicer predavanje Nadje Ebner o porodnem nasilju in prenovi o porodni skrbi. Več o tem bo povedala Katja Čičigoj, jaz pa bom samo še povedala, da v bistvu naše srečanje naslednjič poteka spet marca, se pravi dejansko 9. marca, isto kot se pravi danes 9. februarja. Predava Jasmina Šepetavec o spolu in nasilju v filmu, ker je namreč, kot ste mogoče že razbrali iz današnjega naslova in iz tega, pa če mogoče spremljate preko Facebooka ali pa drugih kanalov, je tema letošnjega letnika v bistvu spol in nasilje, oziroma se nekako ukvarjamo z temi temami. In tudi nekatera predavanja so v bistvu izhajajo iz že obstoječih prispevkov, ki so išli v tematski številki dialogov spol in nasilje. Drugače pa skupaj tudi, vse skupaj poteka pod okriljem KUD-a Anarhiv in pa Mestne knjižnice Ljubljana, zakaj se seveda zahvaljujemo, da nam posojajo svoje spletne kanale. In v bistvu za vse, ki vas zanima še kaj več o tem, spremljajte pač naš Facebook profil, tudi imamo mailing listo, tako da če bi si to želel preko tega priključiti, naj kar meni osebno pošlje sporočilce s svojim email naslovom in vas bomo tudi tam obveščali o nadaljnjih dogodkih. Zdaj pa besedo predajam Katji Čičigoj, ki bo predstavila današnjo predavateljico in na kratko povzela, o čem bo tekla beseda. Super, hvala, Klara. Ja, veliko veselje mi je, da imamo danes predavanje Nadje Ebner o porodnem nasilju in prenovi o porodne skrbi, tako kot je rekla Klara. Nadja je tudi prispevala na to temo in članek k dialogom, k tej številki dialogov, ki jih je Klara omenila o spolu in nasilju. Tako da v bistvu se zelo veselim predavanja, ki bo verjetno neke vrste nadgraditev tega članka ali neko nadaljevanje. Nadja je drugače sociologinja in filozofinja. Trenutno je doktorska študentka na smeri študij spolov in mislim, da se tudi pri svojem doktoratu ukvarja nekako s podobno temo. Ima pa tudi bogate izkušnje sama, pač izkušnje iz prve roke z različnimi sistemi porodne skrbi na Novi Zelandiji in pri nas, o katerih bo tudi govorila in mogoče tudi potem v sami debati lahko nekako soočimo različne perspektive in mnenja in razmisleke o tem, kako bi se pač nekako porodno skrb dalo boljše izvajati in prenoviti, da bi bila pač porodnicam bolj prijazna. Jaz bi besedo kar predala tebi, Nadja, potem pa ja, kot rečeno, sledi pogovor in če bo zanimanje, tudi neko potem bolj neformalno druženje. Nadja, izvoli. Hvala, Katja. Lep pozdrav vsem tudi z moje strani. Zdaj jaz bom delila tule še eno projekcijo. Okay. Predlagam, da če bo imel kdorkoli, a se me dobro sliši? Okay.
če bo imel kdo kakršnokoli vprašanje tekom predavanja, da se mogoče že kar noter v chat napiše, da bomo imeli, da se ne pozabi mogoče na koncu. Ali pa, evo, tule je tudi moj ebnernadia@gmail.com, če ima kdorkoli še kasneje kakršnakoli vprašanja, predloge ali karkoli drugega, dobrodošli, da mi napišete. Zdaj bomo pa kar začeli. Najprej bi rada razjasnila mogoče besedo obporodno. Za obporodno je ponavadi mišljeno neko obdobje nosečnosti, samega poroda in tudi poporodnega obdobja. Se pravi, da do nasilja lahko pride kadarkoli tekom teh obdobij, je pa najbolj pogosto, da do nasilja pride med porodom, takrat je ženska tudi najbolj ranljiva. Je pa se v svetu že precej uveljavil izraz obstetric violence, ki se prevaja tudi kot porodniško nasilje. Mogoče boste opazili različne izraze, kot je oporodno nasilje, porodniško nasilje, nasilje med porodom. To se večinoma, se mi zdi, da se ti izrazi uporabljajo kot sinonimi, se pravi, da se pač govori o neki problematiki neprimerne oskrbe žensk strani medicinskega osebja. Zdaj, če mogoče kar preberem ta neke vrste citat. Porodniško nasilje je fizična, seksualna in ali verbalna zloraba, prisila, zanemarjanje, poniževanje, nadlegovanje med porodom, ki prihaja strani medicinskega osebja. Na kratko, pod nasiljem med porodom spadajo vsa neprimerna in nespoštljiva dejanja, ki kršijo pravice porodnic, vključno s siljenjem v postopke strani medicinskega osebja, s katerimi se porodnica ne strinja. Zdaj, če mogoče bolj specifično izpostavim, da bo malo bolj jasno, o čem točno je govora, bi se lahko na grobo razdelilo nasilje nekako na fizično pa na verbalno. Pri fizičnih je velikokrat so problematični nekateri postopki, ki se jih rutinsko izvaja v medicinskem delu. Naprimer, predrtje plodovih ovojev, prerez presredka, klistiranje, britje, neutemeljen carski rez, pritisk na fundus, se pravi pritiskanje na trebuh, položaj na hrbtu, rutinski vaginalni pregledi. Vse to moram poudariti, da se z leti tudi v slovenskih porodnišnicah izboljšuje. Se pravi, so bile zelo visoke statistike, naprimer prerezov presredka, kar se zdaj močno znižuje, ker se je začelo o tem govoriti. In tudi zato se mi zdi pomembno, da se o tem še naprej govori in da se opozarja na nepravilnosti ali pa ozavešča mogoče tudi zdravstveno osebje, kako bi lahko drugače, kako bi lahko boljše, bolj humano, nežno, ženski prijetneje, recimo. Potem zdaj druga stvar je pa verbalno nasilje. To je bilo pač v bistvu kakršnokoli nespoštljivo obnašanje do ženske z raznimi pripombami, pokroviteljskim odnosom, spada v to, da se ženska počuti ponižano, da je odvzeto dostojanstvo, da nima občutka, da se lahko zares postavi za sebe, se pravi, jo spravi v neko mentalno stanje podrejenosti, zato ker je v odnosu do neke avtoritete, kar pač strokovno osebje je. Zdaj, ta tema je še vedno zelo tabuizirana, čeprav se na srečo o tem vedno več govori, tudi pa globalno se izvaja vedno več raziskav, pogovori z ženskami in tako naprej. Je
pa se mi zdi, da je najbolj problematično zaradi tega, ker se zdi, da je nepredstavljivo v istem stavku uporabljati neko zdravstveno oskrbo in nasilje. Mislim, že v osnovi se zdi, da vsej zdravniki so tam zato, da pomagajo, ne da bojo izvajali nasilje. In to je seveda res, ampak to pa ne pomeni pa, da ko je nek sistem urutiniran, da do nasilnih dejanj ne prihaja. In o tem je pomembno, da se govori. Zdaj, zdravniki, vsaj kolikor jaz spremljam tudi v Sloveniji, večinoma zanikajo, da prihaja do nasilja med porodom. Po mojem mnenju predvsem zaradi tega, ker so oni res prepričani, da način, kako oni delajo, je pravilen. Ne zdi se jim, da je s tem karkoli narobe. Če že priznajo, da je prišlo do kakih neprimernih dejanj, ponavadi povejo, da je za to krivo, ne vem, ali prostorska stiska, ali premalo kadra, kar je seveda tudi res in bom še kasneje tudi omenila. Postane pa stvar najbolj problematična, če se začne krivdo valiti na porodnice, v smislu, da so preobčutljive, da so razvajene, da so te njihove pritožbe v bistvu nepomembne, ker sem kažejo na njihovo nerazumevanje zdravniškega sistema in kaj je zares potrebno. Nekako se diskreditira njihova občutenja, kar ženskam vsekakor ne pomaga tudi kasneje v življenju, ker je to porod je neka izkušnja, ko ostane v spominu za vedno. Zdaj, leta 2018 se je začela ena odmevna kampanja Prekinimo tišino. Kolikor sem jaz spremljala, se je začelo vse skupaj na Hrvaškem, ko je ena hrvaška poslanka spregovorila javno o nasilju, ki se je izvajalo nad njo oziroma v bolnišnici, mislim, da v splitski bolnišnici, in potem je še 400 žensk ali nekaj takega pričalo o mučenju, ki so ga doživele med porodi. Potem se je pa to razmahnilo na spletu tudi. Hashtag Prekinimo tišino je bil pozvan kot etiketa za zgodbe. Pozvalo se je ženske, da delijo svoje izkušnje, svoje zgodbe, da se o tem spregovori, da se pokaže, da o tem niso same, da ni to nekaj normalnega, da ni to nekaj, kar bi se one mogle sramovati, ali pa sramovati svojih občutenj, glih v tem smislu, ja, zdaj pa, če boš govorila, da porod ni bil v redu, si pa razvajenka, bodi vesela, da je tvoj otrok zdrav, da sta oba dva živa, vse drugo ni pomembno. Je pomembno in glih zaradi tega imamo tudi danes to predavanje, ker ni nepomembno, kako se ženska počuti tekom oporodne oskrbe. Zdaj to gibanje se je tudi, mislim gibanje, ta kampanja se je razširila tudi v Sloveniji, tudi v Sloveniji so zbirali zgodbe, še vedno so dostopne na Facebook strani Pinart. Če boste šli gledati, če koga zanima pod fotografije, če poskrolate niže dol, so še vedno shranjene zgodbe, ki so jih ženske pošiljale. Zdaj jaz sem kolebala, kako tu pokažem ali ne, da je bolj jasno vidno, o čem je govora. Šlo je za opise porodov, ki so se dogajali pred kratkim, bolj kot ne v zadnjih 10, maksimalno 15 letih. Sem pa izpostavila to, kar je na spletni strani mamazofa.org, kjer lahko izveste več o tem. Sem v bistvu skopirala povzetke, izseke iz teh zgodb žensk, kako so one doživljale porode v slovenskih porodnišnicah. Ja,
nespoštovanja, to zelo močno izstopa. To, da imajo občutek, da nimajo besede, da so nemočne, da se jih izsiljuje, da je brezosebna skrb, da ni spoštovanja telesnih ritmov, da so bile tam osebe, ko niso hotele, da so tam, da so jih silili v različne postopke, ko jih niso želeli, ali da jih niso hoteli dati zdravil, ki so jih hoteli, in tako naprej in tako naprej. Mislim, da je jasno. Zdaj, zakaj prihaja do nasilja? Seveda ni enoznačnega odgovora, dejavnikov je veliko, bi pa želela poudariti, da gre za sistemski problem, da tu ne gre zdaj za kakšno gonjo proti zdravnikom ali karkoli podobnega. Je pa potrebno izpostaviti problematiko, se pravi sistema, ki je spet zelo široka. Po eni strani čisto to, kar sem že prej omenila, ja, je problematika čist osnovna v porodnišnicah, da je vedno premalo kadra, premalo prostora, premalo časa, premalo sredstev, in da je sistem oblikovan na način neosebnega odnosa, da porodnica v bistvu ne uspe razviti odnos z zdravstvenim delavcem ali delavko, kar bi bilo zelo pomembno pri bolj humanem pristopu do poroda. Potem ja, to, da so v bistvu pacientke sprejete kot tako imenovano kot po tekočem traku, da so kot neke številke, da se jih obravnava in zato tudi prihaja do teh rutinskih posegov, ko se v bistvu že osebje navadi, da tako to poteka v naši porodnišnici in je cup, ni individualne obravnave, ni zares ženska tam, ko bi se ustavilo pa jo pogledalo pa vprašalo, ok, kaj pa ti zares rabiš in čutiš. Sistem to enostavno ne omogoča, ne da zdravniki tega recimo ne bi želeli, tudi če bi, je sistem tako, kot je zdaj zasnovan, je natemperan. Zdaj, ena stvar, ko se mi zdi tudi pomembna, je to, da vsaj kako se meni zdi, je sistem, ki je trenutno, izvira iz patriarhalne tradicije, kar se odraža potem tako do medicinskih postopkov, se pravi po eni strani pogled na telo, ki ne zmore in je nujno potrebno vključiti neke naprave, ki predstavljajo nek nadzor nad telesnimi funkcijami. Po drugi strani tudi pogled na telo kot nekaj v bistvu umazanega, zato se je tudi v začetku začelo, ko se je predstavilo vse skupaj v porodnišnica, je bilo rutinsko britje, ker dlake pač niso bili higienične in ne gre potem operacijsko dobro karkoli zašiti. Klister se je pač rutinsko izvajal zaradi tega, ker je pač blato nekaj umazanega in ga nočeš tam, ko ga nočeš, je treba to nadzorovano očistiti, in tako naprej in tako naprej. Po drugi strani pa, kar se tiče odnosa, je pa spet ta patriarhalna pokroviteljskost. Mislim, mi vemo, kaj delamo, ti pa ne veš. Če tudi se to dogaja v tvojem telesu, ti ne veš, mi pa vemo. Zdaj, porod, kot vemo, se je prestavil v porodnišnice, bolnišnice v 20. stoletju, večinoma po drugi svetovni vojni, in je postajal vedno bolj medikaliziran.
Zdaj, jaz ne želim reči, da je s tem karkoli narobe, da bi bilo z razvojem medicine, znanosti in tehnologije karkoli narobe, ker je lahko samo pozitivno in je medicina uspela rešiti ogromno življenj, ko bi bila drugače izgubljena. Recimo že neverjetni rezultati preživetja nedonošenčkov, ko so res drobceni, je pač neverjeten uspeh. Kar pa je problematično je, da se ti medicinski postopki, da se ta medicinski nadzor prenese na celotno populacijo oziroma da se ženske, ki so noseče in ki grejo roditi, obravnava kot pacientke. Nosečnost je obravnavana v bistvu kot bolezen, ne kot neko normalno stanje človeka. In se temu primerno žensko tudi obravnava. Če ne drugega, že samo znako pacientka dobi ženska občutek, da je z njo nekaj narobe, če tudi ni z njo kaj narobe. Podvržena je že tekom nosečnosti kupom nekih testov in vsako leto je več različnih testov, pa je treba še to preveriti, pa drugo preveriti. O tem je bilo nasploh veliko govora zdaj v zadnjih 10 letih, globalno gledano, kar se zdravstva tiče, da prihaja do pretiranega diagnosticiranja, da v bistvu dela lahko medicina škodo človeku že zaradi tega, ko ga overdiagnosticira, da se pač da je v bistvu ta potreba po nadzoru, da ne bo šlo kaj narobe, gre potem v skrajnosti. Ja, zdaj nosečnica tudi, ne, pač ona, kot sem rekla, gre skozi tiste teste, preiskave različne. Zdravniku lahko daje nek občutek nadzora nad situacijo, ker ima točne vrednosti, to je tako, to je tako. Za žensko pa velikokrat to, da je podvržena tolikim različnim testom, jo spravlja v tesnobna občutenja, zbuja v njej strah, ker se v bistvu njena mentaliteta osredotoči na težavo, se pravi, kaj vse lahko gre narobe. Za zdravnika je to samoumevno, ne? Zdravnik je naučen, to je njegov poklic, da išče napake. Zato, ker če najde napako, jo lahko prepreči ali pa pozdravi. Za zdravo nosečnico pa to ni nič pozitivnega, da ves čas išče, kaj vse pa lahko gre narobe, ker bolj, ko bo iskala, bo nekaj zagotovo šlo narobe. Zdaj, še mogoče ena pomembna stvar tudi, da, ne vem, nisem zdravnica, ampak si predstavljam, da s tem, ko se je prestavil porod v bolnišnice, so zdravniki prevzeli ogromno odgovornost nas, oziroma na njih je ogromna odgovornost. Te odgovornosti ne nosi več ženska v tem smislu, da bo, če bo šlo zdaj kaj narobe, bo pa ona za to odgovarjala, ampak bo odgovornost na zdravniku, če bo naredil napako. Kot zdravnik si absolutno ne želi izgubiti življenja, ne dojenčkovega, ne porodnice. In je potem v bistvu, se mi zdi, da lahko iz tistega strahu pred izgubo ali pred celo tožbami, ko so v zadnje čase tako popularne, raje preventivno naredi več medicinskih intervencij, ki mogoče sploh ne bi bile potrebne, ampak za vsak slučaj. Zdaj, če dam jaz en tak primer, nekega takega, seveda se razlikuje od bolnišnice do bolnišnice, ampak no, da bo malo bolj slikovito. Porodnica pride v porodnišnico, ker rojeva. Globoko diha, popadki so že močni, konstantni, in potem jo sprejme tam osebje. Prvo jo seveda zasuje z vprašanji, ker oni imajo tam obrazce, ki jih je potrebno izpolniti. Se pravi, najosnovnejše stvari že tako, ali je odtekla voda, ali je, kako dolgi so popadki, kako pogosti so, če je imela kakršnekoli
težave, kje ima druge papirje, kje ima materinsko knjižico, potem se preobleče v bolnišnično haljo. Zdaj je odvisno od porodnišnice, ampak recimo damo en primer, se jo mogoče obrije, opravi klister, se jo pripravi na porod. Se ji reče, da se uleže na posteljo, da se priklopi na CTG, da pogleda, kako je kaj dojenček, kako so popadki, kako je bitje njegovega srca. Se ji ustavi intravenozno infuzijo, za vsak slučaj, ko nikoli ne veš, kdaj bo treba kaj dodajati, se rajš metuljčka ustavi, ker nikoli ne veš. In potem naenkrat skozi vse to ugotovi porodnica, da nima več popadkov. Zdaj pa je malo panika, kaj zdaj to pomeni, prej so bili zelo pogosti, izgledalo je, da bo že to akcija, to bo že to, mogoče že blizu iztisa bilo mišljeno, potem pa naenkrat nič več. Zdaj, že sam ta sprejem v bolnišnico je ponavadi vse, kar nočeš, če želiš imeti v tem smislu naraven fiziološki porod. To je toliko enega vmešavanja v telo in v psihološko stanje ženske, da je povsem vrže iz tega ritma, iz tega, kaj se z njo v resnici dogaja, z njeno povezavo, ko mora biti v bistvu v telesu, da zaznava, kaj se z njo dogaja. In se v bistvu od nje pričakuje, da ko vstopi v porodnišnico, zaupa osebju, ki je tam. In meni je to še en tak absurden koncept, ko se večkrat lahko bereš, ko porodničari govorijo o tem, najbolj pridejo skozi ženske, ki zaupajo osebju in se mu prepustijo. Zaupanje se ponavadi zgradi. Kako boš zaupanje osebi, ko jo takrat prvič vidiš in je nikoli prej nisi videl in mogoče nikoli več ne boš videl, ti si pa tam v svojem najbolj ranljivem obdobju nag, razkrečen in ti moraš zaupati. Obenem je pa toliko nekega vmešavanja in v bistvu prilagajanja bolnišničnim politikam, ni zares ženska v središču, da bo rekla, ok, kaj je pa zdaj njena potreba, kako nje omogočiti porod, da ne bo moteč za njo, da bo lahko ostala v tem flowu popadkov, ampak se povsem prilagodi postopek bolnišnični rutini, da se vse obrazce uredi, da je vse tako, ko pač so navajeni, da deluje. Potem se pa, kako da se ta zgodba velikokrat odvija naprej, da se da umetne popadke, zato ker so se naravni popadki nehali, še sreča, da je bila intravenozno že pripravljena. Umetni popadki potem so zelo intenzivni, imajo neko tako drugačno konstanto, kot pa naravni popadki. Porodnica se nima časa med popadki spočiti, ker je takšna intenzivnost, prosi za epiduralno. Z epiduralno se prekine povezava s telesom, nima več občutka, kje točno je zdaj v tem porodnem kanalu otrok, kdaj bi naj ona pritiskala ali ne pritiskala. Ponavadi osebje gleda na napravo, ki meri kontrakcije maternice in reče, zdaj pritisni, zdaj ne pritisni. Gre za totalno odtujitev od telesa in prepustitev svojega telesa nekomu drugemu, da bo opravil porod namesto tebe. In s tem, to je tisto, kar se zdi, da se odzame moč ženski, moč odločanja glede česarkoli. In je tista bistvena problematika, ko je problematična v tem bolnišničnem okolju. Ja, no, se pa v takem primeru potem v teh kaskadi postopkov se potem zelo pogosto in rado zaključi z carskim radom. Ni videti, da bi bila kakšna druga rešitev kot pa carski rez. In potem je na koncu še sreča, da je bila v bolnišnici, kaj če bi ne bila, ko ne bi bilo vse pripravljeno na carski rez. Ne vpraša pa se, a pa bi porod enako potekal, če ne bi bilo toliko vmesnih in
posegov. Zdaj tole je so povzete 3 paradigme zdravstvene nege, ali kako bi rekla, 3 modeli, ki se med sabo drastično razlikujejo. Je to po avtorici Davis Floyd. In imamo tehnokratski model, humanistični model in holistični model. Vsi 3 modeli, recimo zdravstvene nege, so mogoči, ampak pri nas v Sloveniji, vsaj po mojem mnenju, je bolj kot ne uveljavljen tehnokratski model. Delno zaradi tega, ker pač smo šli v to smer teh tako imenovanih zahodnih vrednot, kjer je pomemben ta tehnološki razvoj in medicinski razvoj in patriarhalno vodenje institucij, ekonomski dobiček, in to je vse, kar ustreza tehnokratskemu modelu, ki pa že v bistvu po svoji definiciji ne zmore upoštevati pravic porodnic, ker je na prvem mestu vedno institucija. Zdaj, ker so bile te problematike, te bolnišničnih pristopov že pogosto izpostavljeni, se mi zdi, da se posamezniki znotraj tega tehnokratskega modela trudijo delovati na bolj humanistični način. Se pravi, da bi bil njihov pristop do porodnice bolj sočuten, bolj razumevajoč, da bi se ji dalo več časa, da bi se bolj prisluhnilo njenim željam. Je pa vedno ostaja tisto, da bolnišnica kot institucija je močna sama zase, in tudi, če recimo določena babica ali zdravnica želi delovati na način, da bo imela žensko porodnico v središču nege, se poruši, ko pride to v konflikt z politiko bolnišnice. Zdaj, če je tisti zdravstveni delavec ali delavka v bolnišnici zaposlena, ne more zdaj na svojo roko nekaj delati, če tudi misli, da bi bilo drugače, mogoče bolje. Holistični model tega enotnosti uma, telesa, duha in dojemanje vsega kot energijskega sistema. Pri nam, ne vem, mislim, je mogoč bolj kot ne kot alternativa, ki je samoplačniška. Seveda, nič od tega ni pri nam prepovedano. Je jasno zapisano, da se ženska lahko svobodno odloči, kje in kako. V praksi je pa to malo drugače, če lahko mogoče tudi v debati kaj več povemo. Zdaj, a pa je mogoče sploh narediti sistem, kjer bi lahko bili pristopi različni. Se pravi, bi imel lahko tehnokratski model, bi lahko imel holistični model ali humanistični, pa da bi vse to delovalo. Zdaj, meni se je zdelo, da je to zaenkrat, vsaj po mojih izkušnjah, zelo dobro uspelo Novi Zelandiji, ker tam ima ženska dejansko možnost izbire. Kot prvo lahko izbira, a bo rodila v bolnišnici in bo imela povsem medikaliziran porod, zato ker pač je zagovornica tega in verjame, da je to pravi način, lahko to izbere. Če se ji zdi, da bi ona mogoče da bi hotela poskusiti sama doživeti ta naraven fiziološki porod, ampak ne bi to glih doma delala, da rabi nek prostor in osebe, ko bi o tem podprle. Je veliko porodnih centrov, ki so ponavadi postavljeni blizu bolnišnic, ravno za primere,
če se karkoli zakomplicira, da je hiter dostop do vse tehnološke opreme in različnih strokovnjakov, ki pač so v bolnišnici. Drugače pa porodne centre ponavadi vodijo babice oziroma so tam zaposlene babice, ki pač potem svojem babiškemu modelu oskrbe delujejo in je tudi sam porodni center ponavadi opremljen na način, ne da so tam naprave, mislim, nujne stvari so tam, ampak ni pa, ne pričakajte prvo nek gromozanski CTG ali pa neke kisikove bombe ali pa nekaj takega, ampak prvo vidiš blazine, žogice, bazen, tuš. Poudarja se to, da pač da se prepusti, da je prostor namenjen ženski, da lahko dela, kar tisti trenutek čuti, da mora. Če ji paše voda, ji paše voda, če ji paše, da po vseh 4 okrog hodi, lahko tudi to dela. Zdaj, potem je pa še tretja izbira, so pa porodi na domu in to tam ni kot neka čudna hipijevska alternativa, ampak je čisto državno podprta opcija, ki jo celoten sistem zdravstveni podpira. Seveda so posamezniki, ki se še vedno s čim ne strinjajo, ker pač imamo vedno različna mnenja, kaj bi bilo prav ali pa kaj bi bilo boljše, ampak sistem deluje na način, da je katerakoli opcija okej. In je tudi odnos oseb in zdravstvenih delavcev in na splošno populacije sprejemajoč. Kakršnakoli odločitev strani ženske, tudi če se odloči roditi doma, je to pozitivno pozdravljeno in ni v bistvu to sploh nekaj nenavadnega. Pri porodu doma je pač najbolj mogoč nek holistični pristop, ko je omogočena neka intima in je res porod po meri ženske najbolj, kolikor je lahko, ker so tam pač njen dom, njena pravila. Potem, kaj je tisto, kar je pa, se mi zdi, da je temelj, da omogoča možnost različnih izbir, različnih modelov pristopa, je pa neprekinjena babiška oskrba. Zdaj, kaj pomeni neprekinjena, to je mišljeno, da nosečnica že takoj, ko ugotovi, da je noseča, izbere babico, s katero hoče sodelovati skozi celotno nosečnost, med porodom in še 6 tednov po porodu. Se pravi, da ima osebo, s katero se poveže, ko ji zaupa, ko gre za kontinuirano spremljanje, se pravi, po eni strani babica lahko mogoče še hitreje na ta način opazi kakršnekoli nepravilnosti, da napoti žensko naprej določenim strokovnjakom, kjer se mogoče je treba kaj bolj podrobno pogledati. Če pa je vse okej, je babica tam, da žensko spodbuja, da se z njo pogovarja, da z njo razrešuje strahove, ker ženske že skozi to, kaj vse nam medije bombardirajo glede porodov in razne porodne zgodbe od drugih žensk, so vedno prestrašene. In da imaš v bistvu zdravstveno delavko, ki ve točno, kako potekajo ti procesi, ampak se zna s tabo tudi pogovoriti kot s človekom, se vzame čas za tebe. Tam imajo tudi razliko to, da velikokrat delujejo te babice kot pri nam patronažne sestre, se pravi, da pridejo k tebi domov. Je že to čisto drugače, da se tam usedeš, skupaj spiješ čaj, spozna celo tvojo družino. Je povsem drugačen občutek vzpostavljanja nekega odnosa, ko pa izključno v nekem bolnišničnem okolju. Zdaj tole je prikaz, kako izgleda njihova spletna stran. Recimo zanosim in zdaj moram si jaz zbrati babico. Zgleda zelo podobno tako kak dating site. Evo, poišči svojo babico, lahko odneseš tukaj, da imaš predviden datum poroda, kje živiš, zato da ti vržeš v ospredje babice, ki so dostopne takrat, ko naj bi ti rodil, in da ti izpostavi samo tiste babice, ki delujejo tam v okolju, kjer ti živiš, da so dostopne.
Če imaš kako babico že nagledano, lahko tu vneseš samo njeno ime, pa ti specifično njo vrže. Če imaš celo kakšne jezikovne zahteve, ne vem, sem iz Nemčije, govorim samo nemško, obstaja kakšna babica, ko govori nemško, ti vrže babice, ko govorijo nemško. Potem preferenca glede tega, če že imaš idejo, kje bi želela roditi, ti tudi to, ne, glede zaradi tega, ker so različni modeli omogočeno. Lahko že ti na začetku rečeš, mene res zelo zanima porod na domu, ti vrže babice, ki se s tem specifično ukvarjajo in imajo na tem področju ogromno izkušenj. Če je ženska reče ne, zagotovo vem, da hoče imeti epiduralno, tu sploh ni debate, spet zbere, bom šla v bolnišnico, tam bom rodila in ti spet vrže specifičen sektor babic, ki delujejo po takem principu. Tule ob strani še mogoče vidite, če slučajno preferiraš maorsko ali pa iz Pacifika babico, kar je še nekaj, kar se mi zdi zelo, v bistvu, kar je pomembno, zato ko če si recimo maorka, pa imaš maorsko babico, je že osnova, verjetnost večja, da bo bolj vedela, kakšna je tradicija pri maorih, rojevanja, kaj jim je pomembno, kaj so njihove vrednote, in se že tu vzpostavi osnova za gradnjo tega zaupljivega odnosa, ker že veš, o čem, mislim, babica ve, o čem ti govoriš. Potem pa to deluje tako, pogledam, ta je Avgusta, imam je strok, zgleda, da je dosegljiva, zgleda simpatično, klikneš gor na slikco in ti da še cel opis, ko se babica sama opiše na način čist, v bistvu sproščeno, pove kaj o sebi, s čim se rada ukvarja tudi kot hobi, ima svoje otroke ali nima, kako dolgo že dela kot babica, kje vse dela, kak način dela ji je ljubši, recimo ali je raje v bistvu opravlja porode na domu ali pa karkoli, pač spoznaš malo bolj podrobno njen način dela, potem pa jo kontaktiraš, se dogovoriš za srečanje in lahko si zelo namišljuješ. To že takoj povejo, da tudi za babice je pomembno, da se naredi ta povezava. Že takoj, ko spoznamo neko osebo v živo, je neka energija ali ni neka energija, si simpatična, si malo antipatičen. In vse to je pomembno pri izbiri babice, ker bo to res intima, ne? A boš pripravljen to osebo spustiti v svojo intimo. Zdaj... Lahko nekaj na hitro vprašam, Nadja? Ja? A lahko tudi babice v bistvu zavrnejo sodelovanje s tabo? Ja. Zato, ker je tudi za babico pomembno, in to je tudi še druga stvar, ne samo, da lahko zbira ženska kot porodnica, zbira lahko tudi babica, lahko zbira, a bo delala samo porode na domu, ali bo delala v porodnišnici in je pač za vse pač normalno plačana. In tudi absolutno, ja, je tudi na babici, da reče, meni se zdi, da mogoče bi bilo boljše pogledati še za kako drugo babico, ti to predlagam, ko se mi zdi, da bo bolj razumela, kaj si želiš. Absolutno, ker se zavedajo, da tudi če one čutijo, da to ni pravega connectiona, ne bo delovalo vse skupaj tako tekoče in komunikacija ne bo stekla. Poudarja pa ta babiški koncept ravno to, da odnos, ko ga gradi ta babica pa nosečnica, porodnica, temelji na zaupanju. In mora temeljiti na zaupanju zaradi tega, ker obedve nosita odgovornost. Odgovornost babice je, da informira žensko o vseh mogočih opcijah. Vso znanje, ko ga babica ima, mora posredovati naprej porodnici, mislim vse. Je na voljo, da jo vsem informira. Ženska pa potem iz teh informacij sprejme v tem smislu informirano odločitev, ne da se ji pač, ja, to je najbolj za tebe, jaz mislim, da je to najbolj za tebe, to naredi, ampak da se pove, to pa to so opcije. Zdaj pa ti presodi, kaj je za tebe, kaj bi tebi najbolj ustrezalo, kaj bi bilo prav za tebe, tvojo družino, za tvojega dojenčka, za tvoje telo. Se gre podati ta vzajemnost, da tudi ni
babica ni avtoriteta v tem odnosu. To gre za enakost in se gre za učenje ena od druge. Se pravi, tudi babica se skozi vsak proces uči in se uči od ženske. Mogoče je ženska bolj močna na nekem področju, ko babica ne ve toliko o tem, pa lahko ona da neke informacije babici in se še babica več o tem nauči. Cel ta koncept se meni zdi fenomenalen. Samo še na hitro vprašanje, ker sem mogoče preslišala, vmes sem mogla nekam skočiti. Kako pa je to financirano potem? Ja, različne, čisto se poroča nazaj na Ministrstvo za zdravje. Se pravi, da imajo vse te uradne zadeve, pa je pač odvisno, če delajo v porodnišnici, gre za klasično zaposlitev, če delajo pa na domu, pa so večinoma samostojne babice, se pravi, tako bi imele odprt SP ali pa recimo nek približek temu, no, če si lahko... A to je krito iz obveznega? Ja, vse je krito iz obveznega zavarovanja, se pravi, ženska nima nobenih dodatnih stroškov, ne glede na to, za kak porod se odloči. Zato je to mišljeno, da je resnično svobodna izbira. Vse se sprejema, ne, in tudi, če se recimo, kak je pri nam, če se ženska pri nam odloči za porod na domu, če gre karkoli narobe, bo to medijsko itak totalno neodgovorna ženska in ne vem kaj. Ni problema sploh ponavadi v tem, da sistem v bistvu ni okej, da ne omogoča ženski to, kar ji obljublja, da ji naj bi omogočil, se pravi, da se ona lahko odloči za porod na domu, ker shema tega, da se lahko za to odloči, ni urejena. In potem, če pride do zapletov, na Novi Zelandiji, recimo, če je na Novi Zelandiji porod na domu, babica že prej javi v najbližjo porodnišnico. Večinoma je vse okej, zato ker so tako sproti spremljane, da je z nosečnico bilo vse v redu, s plodom je bilo vse v redu, ampak še vseeno v tistem malem procentu primerov, ko pa se kaj zakomplicira, se naredi transfer v bolnišnico, kjer je operacijska vse že pripravljeno, vsi so že tam zbrani in je v bistvu pač enako poteka, kot pa če bi prej rojevala tam v eni sobi v bolnišnici in se pač potem strokovnjaki naredijo tisto, za kaj so tam, ne, in ni tistega, ja, kaj si pa dela, kaj si pa razmišljala, da si šla doma roditi, ne. Ampak jaz sem tisto hudo, da se je nekaj zakompliciralo, mi smo tu, da zdaj pomagamo to rešiti, ne. Samo izključno v primeru resnične komplikacije. Ja, in babica... Super, hvala ti. Babica je tudi v primeru, tako sem rekla, če se stvar zakomplicira in da se mora narediti transfer od poroda na domu v porodnišnico, je ta babica ves čas z njo. Ona je njena primarna babica, tudi če se naredi carski rez, je babica tam zraven. Je njena psihološka, čustvena, ne vem kakšna opora in obenem ženska dovoli ali pa ne dovoli. Še vedno so kakšne stvari, ne vem, mogoče tudi z vero povezane ali karkoli, da je pomembno pri carskem rezu, da se tudi recimo upošteva. In je ženska, recimo porodnica, takrat ni v stanju, da bo to zagovarjala. Je pa tam babica, ki jo dobro pozna in ve, kaj je, kaj ne, kaj je okej in kaj ni. Ja, no, bi pa tu še poudarila, da ta sistem na Novi Zelandiji seveda ni nastal kar iznenada, ni pač padel z neba. Da so 80. leta 20. stoletja bila na Novi Zelandiji zaznamovana z dobesedno boji. To so bili hudi protesti, lobiranja, odprta pisma, zagovarjanje javnosti, informiranje na vseh mogočih področjih. Babice so hodile na dijakinje, da obstajajo drugačni modeli skrbi, da ni prav, da je izključno ta tehnokratski bolnišnični model, kjer ženska v bistvu izgubi nadzor, možnost odločanja o svojem telesu. In je trajalo to seveda leta. In potem je prišla točka, ko je nekako se vse povezalo, pa se upadlo,
to, da so se ženske tam uspele zbrati, Nova Zelandija, kot vemo, je že tako znana potem, prvi so imeli volilno pravico za ženske, ne, in to, ženske se tam res znajo aktivirati, ko se za ko neki zakapirajo, da ni okej, pač. In kaj je pomembno, da se res združijo. Tam so se združile vseh mogočih področji, bile so babice, bile so zdravnice, porodnice, podpornice, političarke, pravnice, sociologinje. Ni, da ni se združilo v to združenje za to, da se naredi to spremembo sistema, da bo na žensko osredotočen oporodni sistem. In to jim je po leta 1990 uspelo, da se je lahko potem formirala ta babiška organizacija, ki je postala v bistvu ta temelj za potem različne modele in usmerjanje nosečnic glede na njihove želje in potrebe. Ja, zdaj, govorim o tej aktivaciji, povezovanju, vsem tem. Spreminjanje sistema je absolutno neverjetno velik zalogaj, ko zahteva zelo širok pristop in sodelovanje različnih področji, od skupnosti do zdravstvenih delavcev, do zakonodajalcev. Vse se mora povezati v neki viziji nečesa. Kaj se mi pa zdi, da lahko vsak posameznik naredi že ta trenutek, že zdaj, pripravljena odpreti pogled. Se pravi, da se zaveda, da ugotovi, da ni samo ena možna pot, samo en pristop, da je samo en način poroda pravilen, ampak da obstajajo v svetu različni modeli, ki delujejo, ki nimajo niti statistično nihanj, da bi bil kateri slabši ali pa kateri boljši. In to, da se govori o raznolikih zgodbah, da so ženske začele deliti po eni strani svoje negativne izkušnje, tu, ker je to pač lahko da nek vzgon za to, da se začne kaj spreminjati, po drugi strani pa tudi pozitivne zgodbe. Ni pol prav, da se pol samo omejimo na te pripovedovanje groznih zgodb in kako je hudo in da se potem pač ženske nasploh bojijo še bolj rojevanja, ker pač je trenutno sistem tako je, kaj pa naj zdaj, da se pač deli tudi pozitivne zgodbe. In tudi jaz bi rada že vnaprej opozorila, da ja, jaz imam izkušnja različnih, v bistvu bi lahko rekla, da sem imela izkušnjo vseh treh modelov porodne skrbi, imam 3 otroke in vsak porod je bil pač na neki drugačni ravni. In ja, jaz sem zagovornica, da je omogočen, ampak da je urejen sistem tudi s strani zdravstva in države in financ in vsega, kar se tiče poroda na domu, ampak porod na domu kot koncept je nekaj, kar jaz podpiram, ker se mi zdi, da je to res prostor, kot sem že prej rekla, kjer je ženska absolutni šef, kjer res odloča o vsem. Zdaj, kazati različne podobe, različne zgodbe, se mi zdi, da spreminja prepričanje in da, ko poslušamo neko zgodbo, se zgodi, da se mogoče poistovetimo s to osebo zaradi česarkoli že v zgodbi. In takoj, ko je nek trenutek poistovetenja, je mogoče tudi neko razumevanje, je bolj občutek sprejemanja tega, kar poslušaš, in je manj stigmatiziranja, manj tistega, to je pa absolutno narobe. Se pravi, da se začne malo širiti ta pogled. Nič se črno-belo in so mogoči različni pristopi in se z različnimi zgodbami tudi ruši razne mite, ki lahko potem še mogoče kaj več o njih povem, vztrajno klubujejo času tudi pri nam. Zdaj bom pokazala enih par podob, vsi so vzete slike iz porodov na domu. V rušenju mitov je to. Porod na domu omogoča, da so ob tebi osebe, ko so tebi pomembne. Da ni to samo recimo partner, partnerka,
ampak tudi drugi otroci, da niso izločeni iz tega. To je družinski dogodek, mislim, za marsikatero žensko je to zelo pomembno, družinsko povezovanje, intima, vse to. In porod na domu omogoča svoboščine na vse mogoče načine. Ne. Druga stvar, kaj takega, glede na to, koliko testov je treba narediti, če hoče nosečnica dokazati, da je dovolj zdrava, da se lahko rodi v vodi, tudi v porodnišnici, mislim, da bi to bilo absolutno nemogoče. Druga stvar, kar se mi zdi zelo pomembno, je pri porodih, da se vrne, ali pa ne vrne, to ne, ampak da se na novo spodbudi ženske, da zmorejo. Da ni potrebe potem, da zdaj, ker pač so noseče in morajo roditi, morajo pa zdaj svoje telo predati strokovnjaku, ko bo opravil porod. One so zmožne to narediti in ne verjamejo ne vem kakim prepričanjem, da imamo zdaj preozke boke in kolke in ne vem kaj in predebele dojenčke. Dojenčka se da ven spraviti. In to, da ga ženska sama rodi, ne mislim sama v smislu sama, pomembno je, da ima podporo, oporo okoli in primerno nego. Ampak to da prime dojenčka, da ga ona sama potegne iz sebe, to je tista moč, ko je ženski odzeta, ko je podvržena izključno bolnišničnemu modelu poroda. Potem druga stvar, pes. Vsi so postali zelo pomembni člani družine v današnjem času. Porod na domu, zakaj ne? Dojenček bo v tem okolju, mora se navaditi na vse te mikrobe in ne vem kaj iz okolja. Evo, prvi član je spoznal dojenčka. Druga stvar je babica. Vidimo tule ob strani babico. Ona bo čisto neopazno upravila vse, kar mora ona upraviti in izpolniti vse te obrazce, brez da bi se intima trenutka ali pa družinskega momenta kakorkoli razblinila. V bistvu bolj kot nas se ne opazi, da ona tu zdaj pritisk meri. Tudi dojenčka bo pregledala na način, da bo stik koža na kožo z mamico. Ne bo se dojenčka stranje malo, ne bo se ga hodilo nekam v drugo sobo tehtati ali pa ne vem kaj, karkoli takega. Ker to začetno povezovanje je še in še člankov, ko v zadnje čase poudarja, kako pomembno je za mentalno stanje ženske in razvoj dojenčka kasneje tudi. No, njo, če prepoznate, to je Ana Dolinar. Ona je tudi zdaj postala v bistvu precej aktivistična, kako bi rekla. Vas povabim, da si pogledate na Facebooku ali pa na Instagramu, pod to njeno sliko poroda na domu v Sloveniji je dala tudi opis tega, ko poudari, kako pomembno je, da se vrne, da je porod po meri ženske, da je ženska tista, ki svobodno odloča, da ima možnost tega opolnomočenja, občutenja te moči. In to je tisto, vidi se, da porod ni enostaven. Očitno jo je utrudilo, logično, to je maraton. Ampak vseeno ta ponos na izrazu, tisto, jaz sem to zmogla. Če sem zmogla to, zmorem karkoli drugega. In se mi zdi, da ko ženska to zdrži, zato se govori tisto rojstvo ženske tudi ob porodu lahko, če je to omogočeno. Se mi zdi, da bi naredilo še tak večji push temu emancipatornemu gibanju ali pa prizadevanju za enakopravnost na različnih področjih, ker ženska, ko dobi nazaj ta občutek moči notranja, potem se tudi na drugih področjih ne bo več pustila poniževati ali pa diskreditirati ali pa potiskati nižje zaradi nekega patriarhalnega sistema, ker ve, da ona moč ima v sebi in bo delovala drugače. Potem sem vprašala ženske v Facebook skupini Porod doma, kako bi z eno besedo opisale to svojo izkušnjo poroda na domu v Sloveniji. In so mi recimo te stvari naštele. Opolnomočenje, z energijo nabit mir,
mir, povezanost in 100% v svojem telesu, ljubeč, izpopolnjen, podprto, srečujoč, divji in čudovit, varno in intimno, zasebna svoboda, zdravilna izkušnja, polna moči. In zdaj, hočem to zdaj, da ne bo do narobe razumel, da jaz mislim, da zdaj, če je pa porod na domu, pa kar naenkrat to neverjetno čudežna in čarobna izkušnja. Vsaka ženska drugače dojema, ne, porod. Kar pa se mi zdi pomembno pa je, da recimo porod na domu omogoča ženski, da je vse po njenih pravilih, po njenem tempu. Njene želje, njene potrebe, tako piše, ima popolno svobodo, da se giblje, da deluje tako, kot ona čuti tisti trenutek, da mora. In ko ona upošteva ta svoj notranji glas ali karkoli, pa da skozi to, da je znala v bistvu sodelovati sama s sabo, s svojim telesom in spravi novo bitje v svet, sama, ne ga potegne ven, je to taka močna simbolika tega, kaj vse ženska zmore, in če zmore to, pol zmore vse. No, a je to. Pač izrazi na obrazu, mislim, da bi mogli biti mislim, si želim, da bi bili pri čim več žensk taki. In to je recimo tudi prikaz enega poroda na domu. Ženska se je lahko postavila v točno tako pozicijo, kot je čutila, da more biti. In idealna pozicija, ne. Lahko se je razprla najbolj, kakor se je lahko, verjetno niti ni prišlo do kakršnihkoli raztrganin, ko se jih v bolnišnicah tako bojijo, ker se je lahko gibala in prilagajala svoje telo tako, kot je čutila, da se more nastaviti, da bo prišel dojenček ven. In to, da je lahko ona zagrabila glavico, ko je ven pogledala, to je nekaj tako neverjetnega, kaj ti lahko hormoni ob tem naredijo, ko ne rabiš drugih pospeševalcev, protibolečinskih sredstev ali pa kaj takega, ker kaj zmorejo hormoni delati v telesu, je neverjetno. In potem, da ona sama prime dojenčka, da ne rabi niti nekoga, da bo porodil ga, ampak ga sama porodi dobesedno, potegne ven in k sebi, in ta izraz na obrazu je tisti, zakaj se meni zdi tako pomembno, da pride do sprememb. Zato, da bi lahko še in še in še in še žensk doživelo to, kar vidimo na izrazu te ženske. Hvala. Hvala, Nadja, za to zelo, v bistvu, ko bi temu rekla, zelo celostno predstavitev, tako osebno, kot tudi v bistvu na nek način z vidika, recimo, teorije, no, če se tako malo bolj na splošno izrazim. Če bi kdorkoli želel mogoče postaviti kakšno vprašanje, to lahko storite. Jaz mislim, da moram sem tukaj spremeniti neke nastavitve, da se boste lahko vključili v pogovor. Lahko pa tudi postavite vprašanje preko klepetalnika, če se ne želite izpostaviti oziroma mogoče sploh nimate na voljo mikrofona ali pa karkoli podobnega za vprašanje. Da jaz se bom zdaj s tem malo pozabavala, da to lahko spremenim. Oziroma, ja. Aha, takole. Aha, ne bom že rok posegel, ne vem, kaj sem me poiskala. Ja, bomo močkam počakali, če bo kakšno vprašanje. Mogoče na Novi Zelandiji, Nadja, si ti potem imela izkušnjo, da si rodila doma, oziroma kako si, ko si rekla, da imaš v bistvu izkušnje 3 sistemov, ko si jih predstavlja. Ja, jaz na Novi Zelandiji sem jaz rodila doma v bazenu.
in vsa ta izkušnja z tem drugačnim zdravstvenim sistemom na Novi Zelandiji mi je bila čisto fascinantna. Že to, da sem že takoj na začetku si mogla sama babico zbirati, mi je bilo tako, a res, kako to sploh deluje, to je pač zelo nenavadno. Prvi pogovor, ko sem ga imela preko telefona, najprej s to babico, ker sem jo, mislim, jaz sem že tako, ko sem gledala te slike, pa opise me ena kliknila in sem bila, njo moram dobiti, ne, čist instinkt ali nekaj. Sem jaz tako bila, ja, da je moja želja v bistvu izkusiti porod na domu, ampak nisem čisto prepričana še, a bi bilo to. Vseeno imaš se kup strahova, ne? Sploh pa pri nam, ko se tudi medijsko pa to vedno opozarja, kako je to v bistvu neodgovorno in tako naprej. Da sem imela tam izkušnjo, če lahko kje, potem lahko tam še na najbolj varen način to izvedem, ker je res, so babice izobražene na tem področju točno specifično porodov na domu in kako ob primeru zapletov urgirajo. Tudi zraven, recimo babice tam prinesejo 2 gromozanski torbi, ko imajo tudi vse mogoče injekcije raznih zdravili, ne vem, če so vse pripravljene v primeru, ne vem, da bi bilo treba, da krvavi po porodu, ženska pa se krvavitev ustavi, ali pa da otrok ne diha, da se mu da masko gor, ali pa vse te stvari imajo one zraven vse urejeno, ampak večinoma se to ne rabi, tako sem rekla. Ja, in jaz, ko sem z njo tam po telefonu govorila, je meni že ona tako na začetku, ko sem rekla, ja, pa bi doma rodila, sem verjetno ne bo mogoče, zato ko sem med prvo in drugo nosečnostjo imela streptokoka B in to je bilo vedno takoj pamnika v porodnišnici, da se mora že na začetku dati intravenozno in antibiotik in potem ni bilo nič mogoče. Tudi pri nam recimo ni bila nobena bolj soba, ko bi omogočala gibanje in ne vem kaj, ni bila zaradi tega na voljo. Potem pa ona mi je odgovorila na to, ne, zakaj bi bil pa to problem, in že to mi je bilo tako okej. In je bila, edino, kar je pomembno je, da si ti želiš to, če si ti želiš roditi doma, potem boš rodila doma. In je že takoj ta prvi stik z v bistvu zdravstveno osebo, kaj takega prej drugje nisem doživela, ne, da bi bilo to zaupanje v žensko, če si se ti tako odločila, pa boš to speljala, ne. Jaz sem tu, da ti bom v oporo, ob tem pa, da ti pomagam. In tudi recimo pol kasneje, ko tekom nosečnosti sem bila recimo napotena v laboratorij, da sem šla v bolnišnico dati vodo, kri pa te stvari, da so pogledali te hemoglobine in vse to. Pa na ultrazvok sem šla tudi v bolnišnico in že tam je bilo drugače, ne. Recimo na ultrazvoku je prišla zdravnica, se me je najprej predstavila. Jaz z tega v Sloveniji nisem glih navajena, da stopi zdravnica k tebi, pa se ti predstavi, pa povem na kratko nekaj o sebi. Takrat ona mi je povedala, kako dolgo že dela, pa če se mi to zdi premalo, če pokliče bolj izkušenega zdravnika. Meni je bilo že tako, se bomo naredili samo ultrazvok. Ampak že tako, vse se mi je zdelo tako, wow, kaj se dogaja. Pa nisem niti kaj plačala, v smislu, da bi bile dodatne usluge. Zdaj, če sem pa jaz prinesla še dodatno denar, bo pa pač posebna obravnava ali pa karkoli. In potem, ko je tudi bila, ja, če lahko pač pokažem trebušček, in je vzela potem isto, kot ti zaokroži gor po trebuhu in je bila, zdaj, a je okej, da se te zdaj tam, za čisto vsako stvar je vprašala za moje dovoljenje. Za vse, kar je naredila, je povedala, zdaj bom jaz naredila to pa to, a je to okej? Pa je bilo to v bolnišnici, ampak so ugotovili, da to ni nepomembno in da to se more pač noter vpeljati v sam sistem bolnišnične obravnave. Ja, no. Drugače pa ja, rodila sem doma, pripravljala sem že otroke. Ugotovila sem, da sem imela tudi sama, ko sam pri sebi cel kup teh nekih predsodkov in prepričanj tudi razrešuješ. Jaz sem imela najbolj težavo s tem, da ja, kaj pa, če bo zdaj to za moje otroke res tudi neka travma, zdaj, če jaz doma rodim ali pa nekaj, sta bila takrat, mislim, da 5 pa 6 let stara.
ko se pač polno zavedate, kaj se dogaja. Ampak to mi ful preveč kompliciramo. Otroci to res to dojamejo, ja, pač vse bilo čisto normalno, ne, pač rodila je. In ja, mi smo se pripravljali, da tam je nasploh, Avstralija pa Nova Zelandija ima veliko teh otroških knjigic, tudi zelo nazorno tudi na slika, kako to zgleda, ko je recimo mami kar naga tam po hiši krog teka in potem dojenček pogleda ven iz nje in je potem tudi posteljica. Recimo tam imajo tudi čisto drugačen odnos do posteljice. Babice se tudi smejijo, da so čisto obsedene z njo, ker to je v bistvu tisto, kar posteljica ne neguje dojenčka in to je ta drevo življenja in sploh, ko moraš v bistvu častiti, ker brez tega dojenčka ne bi bilo. In potem, recimo, ko se govori v 3 fazah poroda, druga faza je iztis dojenčka, tretja faza je pa pač, da porodiš posteljico. To se pri nam pač, jaz nikoli prej, ne pri prvem in drugem porodu nisem videla posteljice, jaz nisem videla, kako to zgleda sploh. To je hiter tisti odpadni materiala, ne. Tam pa pol tisto, ja, zdaj bo pa to cel nek obred, ne. Tako sta otroka prerezala popkovnico, potem so si pa vsi dali gor rokavice, razgrnili eno tako podlogo na tla, dali posteljico tja in posta otroka zraven babice gledala, aha, okej, vse je v redu, noben delček ne manjka. Pa so dvignili tiste ovoje, kjer je bil dojenček, pa je tako pokazala, vidite, tule not je dojenček bil. Sta imela še tako učenje, kako zgleda, ne? Kako zgleda tudi, kje dobiva hrano dojenček po tisti popkovnici. Posta zraven merila, kako dolgo je kaj, kako je kaj težko. Pač zelo zabavno. Ja, in pač jaz sem zelo vesela, da sta lahko moja otroka, pač jaz sem rojevala, tako je po navadi, po noči, ne. In potem je pa res prišlo do iztisa v jutranjih urah, okrog 8 zjutraj, ko sta pa otroka se že zbudila, tako da sta pač celo moje rojevanje sta zamudila, pri iztisu sta pa bila, ne. In sem bila jaz tam v bazenu in da je bilo to, da ni bilo, ko poznamo te filmske prikaze poroda, ko se ženska tam histerično dere in je cel kup nekih v oblečenih tistih halje zdravnikov in pol ima na hrbtu pa noge gor pa ne vem kaj. Jaz sem čutila, da moram biti tudi zravnana na kolenih, da je gravitacija delala svoje. V bazenu sem bila in je bilo res v bistvu čist mirno in tiho in nič krvavo. To je tudi tako, no, ja, kako si pa upala imeti porod na domu, to je pa tak krvavi masaker, ne. Krvi ni bilo vse, dokler ni se porodila posteljica, ko se pač odluši od stena, ne, in je logično zraven tudi kri. Dojenček, ko se je rodil, je bila voda v bazenu še vedno povsem bistra. Ja, tako da bili smo zmenjeni, da ko bo dojenček plopnil v vodo, da ga bo moj partner zagrabil pa ven potegnil. Tako da babica je bila res, najprej prišla je 3 ure pred rojstvom dojenčka in že jaz sem se z njo nasploh pogovorila. Sem rekla, jaz po svojih prvih 2 izkušnjah vem, da ne maram, da se kakorkoli vtika v mene ali karkoli. In je tudi, ko je prišla, sem bila vsake toliko samo z ono prenosno napravico poslušati, če je utrip dojenčka okej. Ko je videla, da je utrip okej, se je ona odstranila v en kot, pa je sem opazovala, kaj je zdelan, kje se premikam, kaj tam izvajam. Ker sem ugotovila, da se vse najlepše izide, če sem lahko jaz čisto v svojem svetu noter, da naredim, kar je treba narediti brezmoten. Ja, zdaj, eno stvar, ko bi jo v bistvu še hotela tudi izpostaviti, kot en tak mit se mi zdi tudi v bistvu, ali pa neko prepričanje. Ko sem ga jaz v bistvu še spoznala skozi to izkušnjo Nove Zelandije, tudi so bili vaginalni pregledi. Jaz sem bila vedno prepričana, da to je nekaj samoumevnega, to mora biti, ne. Mislim, če greš na osnovni pregled ginekologu, imaš vaginalni pregled, logično, ne. In ko sem jaz recimo pri prvi nosečnosti jaz sem sicer imela izbrano ginekologinjo, ampak ta ginekologinja
je bila locirana v bolnišnici, kjer je bila ambulanta, kjer so se delali neki turnusi teh ginekologov. Tako da, čeprav sem imela svojo ginekologinjo, nisem bila nikoli prepričana, kdo bo v ambulanti delo. Jaz sem dobila datum, kdaj moram priti na pregled glede na te, takrat je pregled o nosečnosti, takrat je pregled o nosečnosti in kdor je bil tam, je bil tam. In sem jaz ugotovila, da je samo tekom moje prve nosečnosti imelo 5 različnih zdravstvenih delavcev roko v meni. Potem pa še dodatno 2 babici med porodom in tudi med porodom prvim so bili ti vaginalni pregledi. Meni se je zdelo non-stop, ampak naloma so bili na pol ure, ker je bilo nujno preverjati odprtost. Zdaj, zakaj bi jaz rabila vedeti, koliko sem bila odprta, nisem rabila, ker me je to lahko samo zmotilo, v smislu, pa še nič se ni zgodilo, ali pa v smislu, prehitro se, ali pa ne vem, karkoli. Za njih, kot uslužbence v bolnišnici, pa je to pomembno, ker oni imajo skozi to nek znak, kako hitro se porod odvija, kako dolgo me bojo še mogli tam gledati. Kar mi je dobesedno rekla babica, zato sem to tako izpostavila. In ko so se meni tudi ti popatki takrat ustavili, se mi zdi, da so se mi bolj kot ne zaradi tega, ker kot prvo se s tisto babico absolutno nismo ujele, bile smo si totalno vzajemno antipatični. Norčevala se je iz tega, da sem prinesla svoj porodni načrt, kar, ne vem, koliko poznate porodne načrte, to ni bilo v smislu, jaz sem si pa zdaj zamislila idealen porod in zdaj pričakujem, da boste vi delovali potem, ampak sem napisala samo, kaj mi oni ne smejo narediti, se pravi, da sem eksplicitno napisala, ne smete mi prerezati presredka. In ja, se je tako norčevala iz tega, da sem pač tako prvič zdaj prišla roditi, kaj pa jaz vem, kako to izgleda, ker sem pa tja. Ni mi pustila, da se prosto gibam, non-stop sem mogla biti priključena na CG, mesto intravenozno, pikala, ko ji ni šlo in ne vem kaj. V glavnem, vaginalni pregledi pa na pol ure, ker je bilo pomembno. Potem pa, ko je ugotovila, da se ne odpiram dovolj hitro za njihove standarde, čeprav sem bila tam komaj 4 ure, odkar me je odtekla voda in se je porod sploh začel, je rekla, da je pač nujno dati umetne popatke. In zdaj to, ko sem prebrala, sem bila, a pa je res nujno, ampak da je res nujno, da se nič ne dogaja. Potem, ko nisem hotela, je klicala ginekologinjo oziroma porodničarko kot avtoriteto. Če od nje ne verjamem, te bom pa zdravnici verjela. In tudi v bistvu tisto, kaj je zdravnica takrat, kaj sem zaznala, je bilo sem, da ko sem jaz vprašala, a pa je lahko kaj narobe, če zdaj ne vzamem umetne popatke, pa je rekla, ne, zakaj bi pa bilo kaj narobe, ampak da ona ne razume, zakaj bi pa jaz hotela podaljševati zdaj to mučenje tule, v tem smislu. Da se je videlo, da imamo čisto drugačne poglede na to, kako si predstavljamo, da naj bi porod izgledal, da tudi ni bilo čisto jasno, zakaj bi bilo meni to v interesu, da pač ne vzamem umetnih popatkov. To je tisto, kar se zgubi potem, ko ti izbereš babico, s katero si deliš določene vrednote ali pa poglede na to, kako si želiš, da izgleda porod v neki osnovi. No in potem bi je prišlo tako razodetje na Novi Zelandiji, skozi celotno nosečnost, celoten porod in celotno poporodno obdobje nisem imela niti enega vaginalnega pregleda. Sploh. Niso bili potrebni. Zato, ker za normalno spremljanje nosečnosti, za porod in tudi za kasneje spremljanje, če se vse redo celi, ni potrebno, da se vstavlja roke not. Ker če je vse normalno potekalo, brez da bi prišlo do kakršnihkoli zapletov, ko bi bilo to resnično potrebno, da pač se rešuje neke situacije, ni treba. In je izključno rutina, in je izključno za neko bolnišnično spremljanje poroda. To se mi zdi tako pomembno izpostavljati in govoriti o tem, ker se mi zdi, da je ravno to, kar si rekla, ti miti so po mojem še vedno tako razširjeni in med zdravstvenim osebjem in med ljudmi, ki rojevajo, tako ker pač si nekaj prepričan, tako ti rečejo, da mora biti in nekako se ne upaš vmešavati.
Se mi zdi zanimivo to o tem, kar si govorila, ti modeli skrbi in tako, se mi zdi, da na nek način me je spomnilo, pač včasih, ko si kaj rekla o tem odnosu osebja in tako tudi se mi zdi, da tako neke stvari so tako podobne, lahko bi govorili o podobno nekaj problemov, neke tehnokratske obravnave ali pa take brezosebne obravnave tudi v kakšni drugi pač zdravstveni situaciji, ne. Tako, ko sem slišala od koga, ki je bil v bolnici in da nekako res sploh ti specialisti, pač tako, mislim, zelo različno, neodvisno, kdo je tam spet, ampak načeloma veliko je tako tendence, da te obravnavajo pač jaz tebi zdaj zdravim koleno in jaz tukaj vidim koleno, ne vidim osebe, ki ima to koleno, tako to sploh odpade, ne. Se mi pa zdi, da to se mi zdi tako ta neka prenova zdravstvene oskrbe bi morala biti še širša, ne. Je pa po mojem res prav pri tem, kar ti govoriš, o porodnem nasilju ali pa mogoče, pri tem problemu je še ta nek dodatno breme tega, kar si govorila, teh nekih patriarhalnih vzorcev in institucij in nekega seksizma in mizoginije, zaradi česar pol pač prav zato, ker so pač ker ženske večinoma rojevajo, se mi zdi še toliko bolj ta odnos, saj pojma nimaš, saj ne veš, kaj govoriš, saj ne veš, kaj hočeš, neko to pokroviteljstvo, ki je pač tako zelo razširjeno kot nek splošni odnos do žensk, malo manj pa, mislim, pa ne pa zares do moških na isti način. Tako da se mi zdi, da je tle še tako, kot da se na nek način preseka in ta tehnokratski medicinski model in ta pač nek seksizem in mizoginija in je potem res situacija taka, pač kot si opisovala, lahko zelo odtujujoča, in pač, ja. Ja, jaz moram res, in prebrala sem že tvoj članek prej, Nadja, in tudi vem, da smo tekom seminarja že večkrat odpirali tudi debato prav specifično rojevanja, poroda, te oporodne skrbi in tudi zdaj to tvoje predavanje. Jaz tako se povem, pač sem pač hčerka 2 zdravnikov, in sem bila vedno naučena, da pač imam res 100% zaupanje v zdravstveni sistem in tudi nikoli nisem v ta sistem podvomila. In vem, da pač osebno vem, da sem vedno imela zelo veliko predsodkov do vseh porodov ali pa oskrbe, ki ne poteka v pač formalnih institucijah, in tudi zame je tako bilo brati o tem vedno tako, naučen si, da to jemlješ tako malo z distanco, ampak zato mi je pa pač super, da si se te teme tako zelo celostno lotila in jo tako zelo plastično predstavila tudi nekoga, verjamem, da zelo veliko ljudi je podobno kot jaz, in da imamo pač podobne razmisleke in da je zelo težko podvomimo, si seveda tudi naučen, da zaupaš zdravstvenemu sistemu, da pač ne dvomiš vanj, vsaj mogoče v našem, recimo, kulturnem, zgodovinskem okolju, ker mogoče je neko zaupanje v te javne storitve, zgodovinsko malo pogojeno, pa seveda tudi upravičeno do neke mere, da mi je pač potem super, da jaz malo izgubljam in predsodke in v bistvu razmišljam o tem, kako tudi sam poudarjaš, da pač je potrebno predvsem razširiti nabor, ga bolj sistematizirati, ga urediti in v bistvu, tako, za mene je to super, ker tudi jaz potem ugotovim, da mogoče nekatere stvari lahko popolnoma normalno funkcionirajo v drugačni obliki, in tudi zame mogoče kot žensko je to dosti bolj pomembna informacija, tako da res, tako v bistvu neka taka dolga zahvala zdaj to za tvoje v bistvu in predavanje in to, kako da si pač to temo nekako, se mi zdi, zelo intenzivno spravljaš tako v slovenski javni prostor tudi, poleg vseh ostalih, ki se zavedajo, da je potrebna neka prenova. Tukaj imamo neko vprašanje s strani Tine, ki je tudi v bistvu že prej v čatu pohvalila tvoje predavanje. Zanima, kako da živiš na Novi Zelandiji oziroma si živela, zdaj si spet nazaj v Sloveniji. Sem nazaj, sem v Sloveniji, na Novi Zelandiji. V bistvu smo šli z družino tja, zato ko smo si pač zmislili, da gremo na Novo Zelandijo in da bomo tam živeli.
zakaj ne, zgledalo je fajn. Uspelo nam je zrihtati vse te working kvize, ki so bile potrebne za to, da v bistvu mi je tudi to, da smo imeli working kvizom je omogočalo, da sem tudi jaz lahko tam rodila brez dodatnih stroškov, sem bila vključena v ta kritje teh zdravstvenih storitev. Ja, pol je bilo pa tako, pač moj partner je tam delal kot programer, jaz sem pa tam bolj kot ne spontano, ne glih nujno načrtovano, ampak tudi ne glih, da bi ja, sem zanosila in potem se pač sem skozi to začela spoznavati njihov sistem, ko ga mogoče sploh ne bi spoznala, ker bi bila čisto na drugih področjih, sploh se mogoče me ne bi zaneslo sem. In potem v bistvu po parih takih naključja, kako bi se temu reklo, pač sosledju dogodkov, sem lahko spoznala, kako deluje tam. Potem me je itak to blazno zagrabilo, da sem si nakopala vse mogoče knjige o zgodovini na Novi Zelandiji, kako so prišli do tega, pa teh srečanj, ko sem jih imela jaz za svojo babico med nosečnostjo, ko je prišla k meni domov. Najprej smo na hitro, a je z mano vse v redu, je to vse v redu, imam kako vprašanje, ne, okej, zdaj se pa pogovarjamo o novozelandskem sistemu. Kako se vi to, pa kaj zdaj delate, pa kako zdaj to deluje, pa kako je ona zaposlena, pa zakaj se je odločila iti na samostojno, pa zakaj ni v bolnišnici, da me je potem čisto prevzelo to, kar sem tam doživela. Pa tudi tako, ne vem, tam smo imeli eno družino, še vedno so tam, to iz filmov nekaj poznaš, ko imaš družinskega zdravnika, pa je pa bila je zdravnica, ko je imela celo družino, čez celo našo družino. Je bila v bistvu po svoji izobrazbi pediatrinja, splošna zdravnica in ginekologinja. In je tudi ona, tako pač, tudi ko sem bila pri njej, je bilo ta odnos, ko ga je imela. Pač oni imajo tam, da se moraš naročiti na pregled, ampak imaš res pol ure. In tiste pol ure se ona obrne k tebi in reče, ja, Nadja, daj povej mi kaj o sebi, kako to, da si prišla sem, v bistvu klepetaš z zdravnico. In že to mi je bilo tako, ona je bila pač zdravnica, ki je delala v ambulanti, pa ljudje so vseeno tam čakalnici čakali, da pridejo naslednji na vrsto. Mislim, je bilo pa res urejeno, ne, da je bilo naročanje, pa da se je nekako sledilo vseeno, ampak se dalo, a ne ta čas temu odnosu. In no, pa mi je ona tam povedala, ja, no, v bistvu moraš ti sama si izbrati babico in me napotila do te spletne strani, pa da sem tam naprej spoznavala, kako se skupaj deluje. Meni se zdi ful pomembno nekaj, kar se izpostavlja, tako ne pa večkrat tekom debate, da je v bistvu vse to, da so vse te opcije tako dostopne vsem, ne, se pravi del javnega zdravstvenega sistema in potem to je to, kar dejansko omogoča svobodo izbire. Ne samo to, da pač, okej, da ti je legalno dovoljeno tako ali pa tako, kakor hočeš, ne, ampak pol pa je vedno odvisno, imaš ti denar za iti v tisto boljšo bolnišnico ali pa za pač si naročiti babico na dom ali karkoli, ne. Medtem ko če tako, kot si rekla, ne, nekako po tem modelu, da dejansko so vse izbire enako legitimne in tudi ekonomsko enako možne, ne, to je šele v bistvu resnična svoboda, tako to se mi zdi tudi taka pomemben poudarek, ne, tako, ker če ne marsikdo reče, ja, pa saj lahko se odločite drugače, ne, če želite, ampak to ni odločitev, če ti moraš za to pač plačati nekaj, kar si ne moreš privoščiti, ne. Ja, pa zanimivo je tudi to, da na Novi Zelandiji pa potem, zdaj že v bistvu 30 let imajo ta sistema, ne. In so se te nove generacije toliko navadile, da tako je, kako slabo bo drugače, ne. Da je potem ta moja babica, ko je bila tega, da ona tudi poskuša vsakič povedati ženskam, s katerimi pride v stik, to ni samoumevno. V bistvu nikjer v svetu nimajo čisto tako, kako imamo mi, ne. To je nekaj, kar je treba se zavedati, pa ceniti to, kar imaš, zato ko ni to, kar dostopno vsem, kjerkoli. Zalka, mislim, da.
Najlepša hvala za besedo in hvala za tole zelo lepo predstavitev. Zdi se mi mogoče, da lahko osvetlimo še ta babiški vidik. Tradicionalno so bile babice zelo spoštovane in navadno tiste modre ženske, tako tudi poimenovanje babic v francoskem jeziku, sage femme, torej modra ženska. In so bile tiste ženske, ki so spremljale žensko skozi to izredno telesno in duševno, pa še tudi duhovno izkušnjo, skozi nosečnost, največkrat skozi porod, pa tudi v obdobju po rojstvu otroka. In babištvo se upravičeno šteje za najstarejši ženski poklic. In tudi v Sloveniji imajo babice neverjetno tradicijo. To je bil prvi strokovni poklic, za katerega je bilo izobraževanje v slovenščini. In potem pride, če pogledamo zgodovinsko, do enega obdobja, ko pa babice postanejo del zdravstvenega sistema in postanejo v hierarhiji odločanja in prevzemanja odgovornosti nižje, kot so bile prej, drugačne. In šele zdaj smo spet priča te premeni in zato so tako pomembni te dobre izkušnje iz drugih držav, kot je recimo Nova Zelandija. In kako to dobro deluje, in kaj to pomeni za ženske. In to se mi zdi ključno, da bi razumeli, kako medikalizacija poroda sporoča ženski skozi posamezne postopke in posege, kaj ona je in kakšno je njeno mesto v kulturi. In tukaj ne moramo nič idealizirati osebja, ali je babica, ali so zdravniki, kulturna sporočila prihajajo skozi to, kar si ti predstavlja, skozi te koncepte, Robbie Davis Floyd, tehnokratsko paradigmo. Ti si pasivno telo, mi te bomo porodili, v angleščini celo rečejo delivery, oni porodijo žensko. V slovenščini smo vseeno pravi, žensko rodimo, imamo aktivno vlogo, če pomislimo na svoj jezik. In je treba, torej jaz bi celo dodala temu, kar sta rekli Klara pa Katja, ne samo to, da živimo v razmerah, kjer so preostanki patriarhalnega razmišljanja, celo materinstvo in to dejanje rojstva naredi žensko še posebej dojemljivo, da se to obnavlja. In na to je treba biti še posebej pozoren. Celo reproducira se lahko skozi te, lahko jim rečemo celo mehanizme. In tako, kot si opisala, kaj ženske lahko pri porodu doma doživijo, ne pa nujno, vse to bi moralo biti mogoče pri ženskah, ki se odločijo za druga porodna okolja. Porod v porodnišnici, porod v porodnem centru, ki ga v Sloveniji nimamo, in pri porodih doma, za katere smo si res morali krepko boriti, da jih danes imamo, da imamo samostojne babice. In seveda je še vedno to problem, izbira je pogojena s financo, s finančnimi sredstvi in še nekaterimi drugimi stvarmi. Tako da zelo sem hvaležna, da delate na teh področjih, še mlajše generacije, kajti to je izrednega pomena za ženske, pa tudi za otroke in za moške, ki so tu, ki lahko tukaj nekaj drugega doživijo v tem odnosu, v razmerju do partnerke in do otrok. Vključevanje moških, ne pa nujno vključevanje, je zelo pomembno. Še vedno mora imeti izbiro pa ženska. Mogoče sem bila malo predolga, upam, da ne predolga. Super, hvala. Žana ima še eno vprašanje, in sicer, če mogoče lahko obnoviš, kako pri nas poteka porod na domu, če morda veš, pa kako je s pomočjo babic. Je to zagotovljeno, ampak je plačljivo, oziroma kako to poteka, če mogoče veš o tem, pa si... Ja, osebne izkušnje jaz nimam s porodom doma v Sloveniji, je pa... Obstajajo babice, ki imajo licenco strani ministrstva, da lahko opravljajo porode na domu. Trenutno ima to licenco jih 5, oziroma ena od tega je združenje. Pa mislim, da niti ne vseh od teh 5, ko jih ima ta trenutek, opravljajo to delo. 3 so zagotovo zares aktivne v tem. Tako da, osebja ni veliko. In če te babice so se tudi, se mi zdi, da kar namučile, da so prišle do teh licenc. Zdaj je plačljivo,
so potekali tudi razni zahtevki, da se je naslovljalo zavarovalnice, zakaj, če imamo mi možnost izbire, pa glede na to, da na nek način je porod na domu lahko celo cenejši kot pa porod v porodnišnici, zakaj se to ne krije iz zdravstvenega zavarovanja, če ga vsi plačujemo in tako naprej in tako naprej. Ampak še vedno ni to področje urejeno, da bi bilo to krito in mora pač plačati ženska sama. Pa, kakor jaz vem, se cene kar nanesejo tam okrog 2000. Zato, ker v bistvu ti plačaš delo babice, da te točno to, da te kontinuirano spremlja, da je s tabo celotno nosečnost, porod, po porodu, da ti je 24 ur na voljo, kadarkoli, če ti pokličeš, pa si v neki stiski, je načeloma tam za tebe. Tako da, ja, ni to enostavno, dokler ni nek sistem, ko bi deloval, vzpostavljen. Vse pa, če koga zanima kaj več o tem, zdaj že vedno več skupin je na Facebooku, tudi za porode na domu v Sloveniji, ko si potem izmenjujejo izkušnje ženske med sabo, pa ne vem, daje nasvete ali pa usmerja, koga kontaktirati ali pa kako in kaj. En je, mislim, da porod doma, pa drug porod v obema doma ali nekaj takega, to so skupine, ko se jih da poiskati pa dobiti več informacij. Ja, nekaj sem še hotela reči. Ja, je všlo, mogoče se še spomnim. Pred kratkim sem prebrala tudi knjigo, mislim, da je napisala Tina Hast, upam, da se nisem kaj zmotila, ko opisuje porod na domu v Sloveniji. Mislim, da je 2018 šla knjiga. Ko tudi čisto lepo opiše, s čim vse se je spopadala kot prvo z tem, da je sama sabo se kregala, a ne naredi to, a ne imela tisti občutek, da si to želi glih zaradi tega, da prevzame vajeti v svoje roke. Po drugi strani pa skozi kakšne birokratske prepreke je šla ali pa tudi skozi kakšne te sodbe iz zunanjega sveta ali pa skrbi, ko jih je imela, da bodo sodbe, pa mogoče niso bile. Ker potem so pač, na Novi Zelandiji imaš tudi urejeno, da če rodiš doma, je urejeno tudi pot po poroda. Ti si pač potem doma in pridejo babica še vedno za tebe, pa novorojenčka pač k tebi domov, pač gleda, če je vse okej. Tu pri nam pa je načeloma treba dojenčka peljati v porodnišnico, da se ga pregleda, tako pač je standardni postopek, ko rodiš v porodnišnici. Kompliciralo se je tudi pri prijavi v rojstni list, pač na matičnem uradu, če si rodil doma, zdaj kdo bo dal dokazilo, da si rodil, pa se je moglo hoditi k osebnemu zdravniku ali pa ginekologu, da ti je dal potrdilo, da si rodil, ker ti babica, ko je bila zraven tebe, ni mogla tega pisati. To mislim, da so zdaj celo dali, da lahko zdaj babica, ko dela porod doma, da da to. Ampak cel kup se pojavi nekih takih preprek, ko te dodatno obremenijo, namesto da bi glih poanto, zakaj so šle v to, da bi bilo bolj intimno pa domače, pa da se lahko sprostijo. Potem je pa nekih kup teh sistemskih omejitev, ko ti dodatno delo pa angažiranost naložijo v času, ko bi v bistvu ti hotel sem počivati pa se povezovati z novo nastalo družino. Tina Hrast, Moj porod, moja izbira. Evo, to je knjiga. V chatu. Hvala. Jaz bi mogoče še enkrat pozvala, če kakšno vprašanje, mogoče počakamo še par minut, če se kdo še opogumi ali pa če se spomne kakšnega vprašanja vmes. Če pa ne, pa seveda lahko še enkrat povem, da predavanje, kot sami vidite, se tudi snema in bo kasneje na voljo na YouTube kanalu Mestne knjižnice Ljubljana, pa tudi v bistvu mi bomo poskrbeli, da bo ta posnetek tudi deljen na naših kanalih. Tudi v bistvu vse, kar poteka v sklopu seminarja,
potem nam vsa možna predavanja pa srečanja. Še kakšno vprašanje? Če pa ne, mogoče to piše, bom malo počakala na vsak slučaj. Če ne, pa bom v vmesnem času samo še enkrat poudarila, očitno me je majčkeno prekinjalo. Se pravi, počakamo še za vprašanje iz publike, če bo kakšno, če pa ne, pa vas potem vabimo, da se nam spet pridružite čez dober mesec, se pravi drugi torek v mesecu, to bo 9. marec ob 6. Predava pa Jasmina Šepetavec v bistvu o spolu in nasilju v filmu. Točen naslov še dodatno objavimo, ko bo majčkeno daljša napoved znana. Kot rečeno pa pač ja, letos je seminar na temo nasilja in spola in temu primerno prebiramo knjige na to temo in prebiramo in predavamo oziroma poslušamo predavanja na to temo. Tukajle me je Maja Šumi opozorila, da se na Facebooku ni predvajalo oziroma vsaj očitno je prišlo mogoče do neke težave, tako da ja, še enkrat, za vse, ki se zdajle priključile, pač sporočim še enkrat, da posnetek bo na voljo in bo objavljen kasneje na YouTube kanalu Mestne knjižnice Ljubljana. Hvala, Maja, za to informacijo. Tako da ja, če ni drugih vprašanj, še enkrat v imenu mene in pa Katje, ki ta seminar pripravljava, hvala, Nadja, za zelo izčrpno, bogato, pa mislim, da tako zelo navdušujoče predavanje, lahko kar rečem v imenu vseh prisotnih, po mojem. Tako da ja, če vas pa še karkoli zanima, pa mislim, da Nadja je pred začetku rekla, da lahko tudi na mail pišete. Tudi vabljene v bistvu k branju članka na to temo, ki je, kot rečeno, na začetku predavanja izšel v tematski številki revije Dialogi, mislim, da bo to predzadnja številka na temo spol in nasilje. Tako da nič, hvala, ker ste bili z nami, tole skoraj 2 uri, pa se vidimo spet čez en mesec. Hvala, čau. Hvala.